180 učencev prvič čez šolski prag, šolska ulica ob osnovni šoli Medvode, različni pogledi na drugi tir železnice, trajnostni zeleni september v Medvodah, slovesnost v spomin in opomin, družabnost na njivi krompirja, na oratorijih o preroku Danielu, državno prvenstvo v tekaških rolkah. Lepo pozdravljeni. Zaključile so se poletne počitnice. Za marsikaterega šolarja, ki obiskuje eno od 4 medvoških osnovnih šol in 2 podružnic, so bile te čisto prekratke, da bi se odpočili od šolskih obveznosti. Nekateri od njih pa so šolski prag prestopili prvič. V naši občini je letos takih 180 učencev oziroma 8 manj kot lansko leto. No, mi smo se jim, večini veselim, nekaterim tudi prestrašenim, saj je to vendarle velik korak v njihovih mladih življenjih, pridružili na osnovni šoli Pirniče in podružnični šoli Topol na Katarini. Prvo je obiskal župan Nejc Smole, drugo pa podžupan Leon Merjasec. Prvi šolski dan se je na osnovni šoli Pirniče za prvošolce začel s sprejemom pred samo šolo, kjer so jih ob glasbi harmonike starejši učenci in učitelji povabili v njeno notranjost, kjer se bodo šolali nadaljnjih 9 let. Ti greš danes prvič v šolo, a ne? In kako se počutiš pri tem? Ful dober. Se veseliš? Ja. Se veseliš danes, da greš že v šolo? Ja. Na osnovni šoli Pirniče so 38 prvošolcev s pestrim programom sprejeli učenci starejših razredov, ki so za njih v telovadnici pripravili krajšo igro. V njej ni manjkalo niti plesa, niti petja. Nekaj modrosti pa je njim in njihovim staršem predal župan Nejc Smole. Česa se pa mogoče najbolj veseliš v šoli? Ker bomo tam 3. razred ocen. Aha, ocen se že veseliš. Torej, pa to zdaj zate čisto... Pa računanje. Šole. Sošolcev. Torej, mogoče mi lahko poveš, kaj vse si pa mogel danes že v svojo veliko torbo spakirati. Je težka? Ne toliko. Mami ga je spakirala. Težek pa je, ja. Z novim šolskim letom pa so prišle nekatere novosti tudi za učitelje in učence višjih razredov. Ja, novosti je pa pri nas razširjen program. Bomo rekli, nekako si bomo morali vzeti čas, da se vsi navadimo nanj, tako otroci, šola in starši in okolica. Ampak jaz mislim, da če zaupamo eden drug, bo vse v redu šlo. To je v bistvu, bom rekla, potreba, ki jo nekako zaradi starosti otrok od 1. do 5. razreda ponujamo pred poukom za prvošolce, po pouku pa, tako kot je bilo včasih, podaljšano bivanje. Seveda je v tem času razširjenega programa veliko interesnih dejavnosti tudi, določeni izbirni predmeti, tako da res otroci lahko marsikaj dobijo v tem času, nalogo naredijo, se učijo, kako se učiti, veliko je gibanja, nekako tudi čas moramo nameniti temu, kako se prehranjujejo, na kakšen način. Nove smernice šolske prehrane so z letošnjim letom tudi novost med drugim. Iz večje šole v Pirničah pa smo se odpravili še na podružnično osnovno šolo Topol, ki je sprejela 3 prvošolce v kombiniran oddelek. V 1. razredu so 3 učenci, ki jih bodo pričakali drugošolci, katerih je pa 5. Tako da imamo v 1. in 2. razredu v kombinaciji 8 učencev letos. Ja, v kombinaciji pa poteka pouk precej drugače, ja. Tako da en razred moramo zaposliti, drugi razred pa pač v 2. razredu pa učitelj razlaga in obratno. Ko drugi razred, recimo v 2. razredu učitelj razlaga, 1. razred dela samostojno. Ja, je kar razlika. Kam pa greš ti danes prvič? V šolo. V šolo? In se že veseliš ali ne? Se. Česa se najbolj veseliš? Da bom pisal. Res? Ja. Sošolcev. Na podružnici osnovne šole Preska na Topolu zaradi manjšega števila učencev pouk v popolni 9-letki poteka malo drugače.
Čez šolska vrata bo letos na Pošto Opolj stopilo 37 učencev, od tega 3 novi prvošolčki. Na naši šoli poteka pouk v kombiniranih oddelkih, to pomeni, da so učenci 2 razredov skupaj združeni in učitelj del ure nameni eni skupini učencev, del ure pa drugi skupini učencev. S tem postajajo učenci bolj samostojni, več imajo mogoče delovnih navad, je kar nekaj prednosti, kakšne so pa tudi, kdaj pa tudi kakšen manko, ki pa ga poskušamo čim bolj izboljšati. Poleg učiteljic, vodje podružnice in ravnatelja osnovne šole Preska Primoža Jurmana je prvošolce letos obiskal podžupan Leon Merjasec. Kaj bo vaš mogoče napotek? Naj uživajo življenje in naj se naučijo, kar se jim da, to bo njihova popotnica za celo življenje. V svojih nagovorih sta se oba, tako župan Nejc Smole kot podžupan, spomnila svojih šolskih dni, starše prosila, da šoli dopustijo vzgojo njihovih otrok, pedagoškim delavcem pa sta zaželela uspešen začetek novega šolskega leta. Otroke sta prosila, naj bodo glavne vrednote v času šolanja, sodelovanje, spoštovanje in medsebojna pomoč. In število prvošolarjev na preostalih šolah, ki jih nismo obiskali. Na osnovni šoli Preska 39 prvošolarjev v 2 oddelkih, na osnovni šoli Medvode 40 prvošolarjev v 2 oddelkih in na osnovni šoli Simona Jenka Smlednik 38 prvošolcev prav tako v 2 oddelkih. Podružnično osnovno šolo Sora pa bo letos obiskovalo 22 prvošolcev v enem oddelku. V naši občini je svojo šolsko pot letos začelo torej 180 prvošolcev v 10 oddelkih. Novo šolsko leto pa se je začelo tudi v osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki, kjer so iz naše občine sprejeli 3 prvošolarje, šolo pa bo sicer obiskovalo kar 28 naših občanov. Novost pa je tudi pri organizaciji šolskih prevozov. Ja, zdaj je nov prevoznik LPP Ljubljana. Sicer bo za njih vozil bivši novi koncesionar, tako da v bistvu samo glavni prevoznik je drug. V taki organizaciji bodo prevozi potekali 3 mesece, potem pa bo občina preko novega razpisa iskala nove izvajalce šolskih prevozov. Z novim šolskim letom je ob osnovni šoli Medvode uvedena nova, varnejša prometna ureditev, ki omogoča otrokom več aktivnega prihoda v šolo, torej peš, s kolesom ali skirojem. Tako je na celotnem območju šole uvedena cona 30 km/h, na 3 lokacijah so urejene točke poljubi in odpelji, za odlaganje šolarjev in uveden je enosmerni promet na Ostrovrharjevi ulici. No, s tem slednjim nekateri stanovalci sosednjih ulic niso najbolj zadovoljni. Z novim šolskim letom so na osnovni šoli Medvode uvedli novo, varnejšo prometno ureditev, ki bo šolarjem omogočila varen in samostojen prihod v šolo, peš, s kolesom ali skirojem. Napredek na področju nove prometne ureditve okoli šole pa so na novinarski konferenci predstavile podžupanja občine Medvode, Mojca Mornik, ravnateljica osnovne šole Medvode, Damjana Šubic, vodja projektov na Inštitutu za politike prostora, Nela Halilović in direktorica Agencije za varnost prometa, Simona Felser, ki je dejala, da si želi, da več osnovnih šol in občin sledi zgledu Medvod. Nova prometna ureditev prinaša mikrookolje, v katerem se bodo zagotovo otroci počutili bolj varne. Starši se bodo vsaj deloma znebili strahu, da je preveč nevarnosti na tej šolski poti otrok, tako da prispeva predvsem k temu, da bomo lahko spodbujali otroke k aktivnemu prihodu v šolo, torej tej samostojnosti, ki si jo vsi želimo. Osnovna šola Medvode si je skupaj z vrtcem Medvode že več let prizadevala za spremembo prometne ureditve pred šolo. Tako so skupaj z občino Medvode ob sodelovanju z Inštitutom za politike prostora začeli z urejanjem območja varnih prihodov v šolo kampanje Šolska ulica. Inštitut za politike prostora je izvedel anketo, kjer so ugotovili, da skoraj polovico otrok osnovne šole Medvode starši pripeljajo z avtomobilom, kljub temu, da jih 2/3 živi v razdalji do 15 minut hoje, 80% otrok pa je dejalo, da si želijo aktivnega prihoda v šolo. Lani spomladi smo
merili promet pred šolo, zanimalo nas je, koliko je zares prometa tukaj. Naredili smo pa tudi ankete v šoli, v vseh razredih osnovne šole, kjer smo jih vprašali, kako običajno pridejo v šolo, iz kje pridejo v šolo in pa kako bi si želeli priti v šolo. In v bistvu najbolj presenetljiv podatek je ravno ta, da kar 80% otrok v osnovni šoli Medvode si v bistvu želi hoditi v šolo aktivno, torej peš, s kolesom ali s skirojem. Tako da v bistvu je odgovornost res vseh nas odraslih, da jim to tudi omogočimo. Leta 2017 je bila sprva zgrajena kolesarnica in število učencev kolesarjev se je občutno povečalo, a je bilo območje okoli šole z motornim prometom še vedno obremenjeno. Prav tako je pogosto prihajalo do nevarnih in nedovoljenih prometnih manevrov, kot so parkiranje na pločniku, prehodu za pešce in polkrožno obračanje, zato so se odločili, da je čas, da spremenijo prometno ureditev, ki je bila zasnovana s sodelovanjem različnih lokalnih deležnikov, predstavnikov šole, vrtca, krajevne skupnosti, občine Medvode, zdravstvenega doma, športne dvorane in lokalnega presojevalca prometa Mihe Podgorška, ki je pripravil predlog nove prometne ureditve. Začeli smo leta 2017 v sklopu načrta šolskih poti. Takrat so bile izvedene ankete, potem preučeno je bilo celoten šolski okoliš in smo ugotovili, da je območje potrebno prilagoditev, da je marsikaj že narejeno in potem smo zdaj v sklopu tega projekta, kjer je osnovna šola kandidirala na projektu Šolske ulice, preučili že lansko pomlad, kaj se dogaja tukaj pred šolo, za šolo na parkirišču in ugotovili številne nevarne in pa prepovedane manevre, kjer so bili ogroženi otroci. In potem smo nekako s skupnimi močmi prišli do rešitve, da je najbolj ugodno, če se izvede enosmerna ulica od vzhoda proti zahodu, se pravi proti zdravstvenemu domu, kjer so že zdaj obstoječa parkirna mesta na desni strani, pred vrtcem in pa pred osnovno šolo, pred travnikom. In s tem upam, da bomo preprečili ta nevarna obračanja in nedovoljena parkiranja na pločniku in s tem pač uredili in povečali prometno varnost. Poleg enosmernega prometa na Ostrovrhaljevi ulici pa je v okolici šole uvedena cona 30 km/h z izjemo Finžgarjeve ulice mimo parkirišča pri športni dvorani Medvode. Na novo so označena tudi časovno omejena parkirna mesta za starše vrtčevskih otrok. Na parkirišču pri športni dvorani je na voljo 5 časovno omejenih parkirnih mest za parkiranje avtomobilov za starše nižjih razredov, ki lahko nato šolarje pospremijo do vrat. Na 3 lokacijah so urejene tudi točke imenovane K+R, kar pomeni poljubi in odpelji, za odlaganje šolarjev, od koder se nato do šole sprehodijo kar sami. Ostrovrhaljevo ulico krasijo nove barvne talne označbe, ki voznike opozarjajo na prisotnost otrok in pozivajo k previdnosti. Učinke nove prometne ureditve pa bodo ponovno izmerili konec septembra. Kaj pa so spremembe na cesti, torej 30 omejitev, potem 30 omejitev, prostor za vozila je spremenjen, torej kje je možen dostop za vozila. Predvsem je celotna prometna ureditev zasnovana na način, da z vozili ne pridemo neposredno do vhoda, ampak da parkiramo in spremimo otroka ali da ustavimo na coni poljubi in odpelji, torej da otrok izstopi iz avtomobila in potem do šole pride peš, oziroma če trajno parkiramo, da je pač to nekoliko oddaljeno od same šole. Ob tej priložnosti pa so izpostavili tudi pomen aktivnega prihoda v šolo za otroke. Če otroci pridejo v šolo aktivno aktivno in samostojno, so bolj zbrani pri pouku. Namreč na poti v šolo so se že naužili svežega zraka in klepeta z vrstniki, tako da nimajo potem te potrebe pri prvi uri klepetati in jim razlagati, kaj so počeli prejšnji dan. Seveda je to tudi dobro za njihovo zdravje, tako mentalno kot fizično. Z zgodnjim vključevanjem otrok v promet pa v bistvu skupaj vzgajamo odgovorne in samostojne
samostojne posameznike, ki so v bistvu naša prihodnost. Tiste otroke, ki jih bodo starši vseeno pripeljali v šolo z avtomobilom, bodo lahko odložili na več lokacijah K+R oziroma Kiss and Ride. K+R pomeni Kiss and Ride, poljubi in odpelji. Tu postavili smo 4 mesta, kjer omogočamo staršem, da odložijo otroka v bistvu v avtu, se pravi, starši ustavijo avto, otroci grejo sami ven iz avta in potem sami do šole. To je primerno za otroke od 3. 4. razreda naprej. To je, se pravi, mesta so pa tik pred šolo, tam pri rampi, potem zadaj na parkirišču, kjer je že predtem to potekalo, so že sami starši to nekako ugotovili. Pa na ulici pri vrtcu, mimo vrtca, tam je pa tudi tako mesto. Nekatere bližnje stanovalce sicer moti predvsem vzpostavitev enosmernega prometa na Ostovrharjevi ulici. Kako pa so novosti sprejeli starši in otroci? Poleg tega se mi zdi, da tale nova prometna ureditev prinaša tudi več prihajanja otrok v šolo s kolesi, s skiroji in pa peš. Moram reči, da so kar lepo sprejeli to novo ureditev. Ta barvita oznaka talna s temi krogi in pa tudi simpatične table, ki označujejo nevarnost in pa seveda omejitev hitrosti. Mislim, da vse to lepo sovpada in da so starši, otroci in okoliški ljudje kar lepo sprejeli. Šolarji so se ta čas preizkusili na kolesarskem poligonu, s posebnim preizkusom pa so spoznavali pomen doslednega nošenja zaščitne kolesarske čelade. Nova prometna ureditev pa predstavlja tudi zgled dobrega sodelovanja med šolo, občino in lokalno skupnostjo. K otrokom in počitnicam se vrnemo še v nadaljevanju oddaje. V petek 30. avgusta se je zaključila javna razgrnitev predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom, ko smo lahko vsi zainteresirani podali pripombe in predloge na predlagani dokument. Nadgradnja železniške proge vključuje izgradnjo dvotirne železniške proge, ki v večini sledi obstoječi trasi, zaradi optimizacije za doseganje višjih hitrosti, kar od Slovenije menda pričakuje Evropska unija, pa se nekateri odseki od nje tudi oddaljijo. Tak primer je tudi predlagana rešitev na odseku Vižmarje-Medvode, proti kateri se je najbolj glasno in argumentirano opredelila civilna iniciativa Okolju prijazen tir. Civilna iniciativa Okolju prijazen tir, ki jo s svojimi podpisi podpira več kot 1000 krajanov Medna, Dvora in Stanežič, je na razgrnjen državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo oddala kar 41 pripomb in predlogov. V civilni iniciativi ne nasprotujejo nadgradnji železniške proge na tej relaciji, nasprotujejo pa izbrani varianti. Jaz mislim, da v tem našem primeru bi morali prevladati argumenti ekonomski, zdravstveni, kmetijski, okoljski in da bi morala prevladati zakonitost, torej ravnanje v skladu z slovensko zakonodajo. Sami v civilni iniciativi Okolju prijazen tir menimo, da ta načrt oziroma ta predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železnice Ljubljana-Kranj-Naklo ni bil narejen na tak način, da bi zadostil vsem zakonodajnim zahtevam, predvsem pa ni bil narejen na takšen način, da bi ustrezal interesom širše javnosti. In še, da niso le civilna iniciativa, ki bi vključevala entuziaste, ki bi s splošnimi argumenti želeli preprečiti prihod železnice v svoj kraj. Naša civilna iniciativa vsebuje strokovnjake z različnih področij, matematike, ekonomije, geografije, arhitekture, kmetijstva in tudi zgodovine. Tako da naši strokovnjaki so podali zelo tehtne, argumentirane pripombe na ta predlog državnega prostorskega načrta. Da gre torej za nestrokovno in nelegitimno rešitev, okolju in ljudem škodljivo in ekonomsko potratno varianto. Nadgradnja železniške proge sicer vključuje izgradnjo dvotirne železniške proge, ki v večini sledi obstoječi trasi. Zaradi optimizacije za doseganje višjih hitrosti, kar naj bi bila zahteva Evropske unije, pa se nekateri odseki od nje oddaljijo in temu v civilni iniciativi nasprotujejo.
Obstoječi tir gre namreč na območju Medna vzporedno s Savo in Celovško cesto. Nova dvotirna proga pa naj bi se na območju Stanežič odcepila od obstoječe trase in se usmerila proti Medanskemu hribu in po tunelu v dolžini 875 metrov na plano prišla na medvoški strani v neposredni bližini tako imenovanega Tometovega mostu na Seničici. Medno bi bilo po predlaganem državnem načrtu torej ukleščeno med dvopasovno cesto in dvotirno železnico, slednja pa bi se približala tudi Dvoru in Stanežičem, posameznim hišam celo na 70 metrov. Predvidena je sicer nova železniška postaja Stanežiče, ukinjena pa bi bila postaja v Mednu, ki jo uporabljajo tudi občani Medvod. Načrtovana varianta nadgradnje na celotni trasi od Ljubljane do Kranja oziroma Nakla naj bi bila po izračunih civilne iniciative za 49 milijonov evrov oziroma za 96% dražja od te, ki jo zagovarjajo sami. Zagovarjajo namreč varianto, da se drugi tir železnice zgradi ob obstoječem, po obstoječi trasi. In teh 49 milijonov evrov več bi dala v bistvu za to, da bi za 54 sekund, ponavljam 54 sekund, skrajšala potovalni čas hitrih mednarodnih vlakov, ki se sploh ne ustavljajo na lokalnih postajah oziroma ki jih lokalno prebivalstvo sploh ne more uporabiti. Takšnih vlakov je na dan zgolj 11. Še več, dodaja dr. Štrbenc. 49 milijonov več za varianto, ki ima po mnenju civilne iniciative škodljive vplive na zdravje ljudi. Kratkoročno ob gradnji in dolgoročno zaradi hrupa in škodljive vplive na okolje. V civilni iniciativi so izračunali, da načrtovana varianta na trasi od Ljubljane do Kranja uniči za 27 hektarjev kmetijske zemlje, posega v naravne vrednote in naravovarstvena območja ter ogroža registrirano kulturno dediščino. Ocenjujejo celo, da gre za nezakonitost postopkov umeščanja objektov v prostor, saj država med drugim ni upoštevala Arhuške konvencije iz leta 2004, ki zahteva, da mora biti pri vseh tovrstnih državnih aktih prisotna javnost od samega začetka postopka, ko so vse možnosti še odprte. Tako pa se je večina krajanov teh 3 naselij s tem prostorskim dokumentom seznanila šele na javni razgrnitvi pred 2 mesecema, ko je za državo aktualna le še ena varianta. In še, da mestna občina Ljubljana v konkretnem primeru ne more prevzeti njihove vloge lokalne javnosti. Kajti tudi uredba Evropske unije 2024 skozi 1679, ki je bila sprejeta letos, torej ločuje na eni strani lokalne in regionalne organe, na drugi strani pa javnost. In tudi že omenjena Arhuška konvencija vključeno javnost definira kot javnost, ki jo okoljsko odločanje prizadene oziroma ki bi jo lahko prizadelo oziroma kot javnost, ki ima interes pri sprejemanju okoljskih odločitev. Menimo, da je tukaj morda tako kot mnogokrat do sedaj že v Sloveniji nek zelo parcialen interes ugrabil javni interes in da želijo določeni lobiji, ki so že dolgo časa povezani z Ministrstvom za okolje oziroma Ministrstvom za infrastrukturo, pravzaprav spet uveljaviti neke svoje načrte, na podlagi katerih bi lahko morda pridobili več denarja. Iz nekih precej dobro obveščenih krogov imamo informacije, da je v Sloveniji zelo močan torej tunelski lobi in da Slovenija marsikdaj gradi tunele, čeprav gradnja tunelov na teh trasah, kjer jih gradijo, morda niti ni tako zelo potrebna. Da so pripravljavci državnega prostorskega načrta izbrano varianto sicer utemeljevali s pripravo elaborata, ki pa je po mnenju civilne iniciative arbitraren. Povedano drugače, ni se mogoče znebiti vtisa, da je tisti, ki pripravljal ta elaborat, želel ustreči željam naročnika elaborata. Da je država že prej izbrala traso VM2, potem pa dala nekomu narediti ta elaborat in mu rekla, poglej, najdi neke strokovne argumente, s katerimi boš
upravičil to našo izbrano traso. V okoljskem poročilu, ki sicer obsega kar 480 strani, je že sicer obdelana leta za predstavnike civilne iniciative sporna varianta, ne pa tudi varianta, ki jo podpirajo sami. Kje je torej celovita in objektivna primerjava vplivov na okolje za obe, se sprašujejo. Že sicer je državna varianta v elaboratu ocenjena s kategorijo še ustrezna. Čeprav v elaboratu te kategorije vrednotenja, torej še ustrezna, sploh ni. Obstaja zgolj 4 druge kategorije, zelo ustrezna, ustrezna, manj ustrezna in neustrezna. Tukaj pa so torej kar eno arbitrarno ven potegnili tako kot zajca iz klobuka, da bi upravičil tisto, česar se pravzaprav ne da upravičiti, niso mogli napisati neprimerna varianta in so napisali, oziroma neustrezna varianta in so napisali še ustrezna. Torej, to je samo en tak zelo, zelo stvaren primer, kako je država na zelo pomanjkljiv in pa zelo, zelo površinski, oziroma lahko rečem, na nek nestrokoven način izdelala elaborat. In teh manjših ali večjih problematičnosti v tem elaboratu kar mrgoli. Civilna iniciativa Okolju prijazen tir, ki trenutno povezuje predvsem krajane Medna, Stanežič in Dvora, ne izključuje možnosti povezovanja z ostalimi civilnimi iniciativami. In kakšno je razpoloženje na medvoški strani, kjer se samostojna civilna iniciativa ni vzpostavila? Jaz mislim, da civilna iniciativa je pač nek simptom, da pač ljudje želijo biti bolj slišani. Tukaj sem bil v preteklosti že kritičen tudi do načrtovalcev, predvsem zdaj pred drugo razgrnitvijo oziroma javno obravnavo, kjer se mi zdi, da bi lahko več naredili v tem, da bi seznanjali ljudi z predvidenim potekom. Predvsem to, mi ni šlo v račun, kako lahko ne seznanijo tistih, ki bodo res neposredno prizadeti. Zdaj to saniramo. Generalno pa mislim, da če se dovolj pogovarja, da se marsikakšen strah, ki je včasih tudi temelji na tem, da ni dovolj informacij, lahko odpravi. In moram reči, da če bo tako, kot zdaj kaže, lahko pa, se veste, na občini smo daleč od tega, da bi imeli vse informacije, ampak moram reči, da sem zelo vesel, kako se je pri nas zadeva zapeljala. Občinska uprava z županom Nejcem Smoletom na čelu je v času javne razgrnitve na sestanek povabila vse tiste, ki jih bo nadgradnja železnice oziroma nova trasa najbolj prizadela. Opredelili pa so se zgolj do predlagane variante, ki je bila javno razgrnjena. In to, kar so praktično vsi, ki so na teh sestankih bili povedali, pripombe, ki so jih dale, niti ena ni taka, za katero jaz kot župan ne bi mogel stati in pričakovati, da jo država tudi upošteva pri nadaljnjem projektiranju. Naši občani so praktično od prvega do zadnjega konstruktivno sodelovali pri tem, skušali najti rešitve, razumeli, kaj so tisti robni pogoji, mimo katerih ne mi, ne oni ne moramo iti, verjetno tudi projektanti ne. In ta končna verzija pripomb, ki ni kratka, to bo več strani dolg dokument, je nekaj takega, za čemer lahko stojimo mi vsi. Pripombe in predloge bi lahko razdelili na 3 dele, kot bi lahko na 3 dele razdelili predvideno nadgradnjo železniške proge, ki na 2 delih močno spremeni svojo traso, na vhodu in izhodu iz občine. Od predora Medno se bo nova trasa dvotirne železnice namreč prek viadukta čez potok Mavrščica tik ob Bečanovih spustila na tako imenovano Preško polje in nadaljevala po obstoječi trasi mimo Žontarjeve ulice. Ukinjen bo železniški prehod v Preski in urejen novi podvoz na Barletovi. Na Seničici je glavno vprašanje, torej, ali vključiti oziroma glavni pomislek, glavni predlog, da se vključi dodaten objekt v rušitev oziroma odkup, ker mu z tem, kar je projektirano, praktično toliko zelo poslabšujemo življenjske pogoje, da jaz v njihovem primeru bi razmišljal popolnoma enako in tudi, če bo država fair, mora to upoštevati. Potem naprej na Žontarjevi cela skupina stanovalcev dala skupno pripombo, ki je tudi, bom rekel, zelo na mestu, predvsem v tistem delu, kjer želijo majčken zamik osi tira in ne vidim tukaj
resnega argumenta, zakaj temu ne bi sledili. Skozi Medvode, kjer bo obnovljena železniška postaja, bo nadgrajena železnica potekala po obstoječi trasi, prečkala Soro preko Novega mostu, saj je obstoječi zaščiten in namesto, da bi pot nadaljevala skozi krajevno skupnost Senica do Reteč, bo obstoječo traso zapustila. Na tem odseku država načrtuje rušitev 2 stanovanjskih objektov v Medvodah in na Ladji. Lastnica slednjega je to izvedela na javni razpravi. Naš občan, ki je predvidena hiša za rušitev, mu bomo pomagali, da skušamo z državo najti najboljši možni kompromis, ampak gospod temu ne nasprotuje, želi samo, da se zelo fair in dovolj jasno in korektno z njim pogovarja. Tak isto je stališče stanovalcev oziroma stanovalke na drugem objektu na Ladji, ki je predviden za rešitev. V neposrednji bližini obstoječe vodarne se nova trasa dvotirne železnice nadaljuje v pokriti vkop pod Sniškim poljem v dolžini več kot kilometer in se na površje vrne šele v neposrednji bližini Polenčeve kmetije. Prek nadvoza nad cesto Jeprca Škofja Loka se nato spusti do nove postaje Reteče na povsem novi lokaciji izven naselja. Občina Medvode podpira pripombe vseh tistih krajanov, ki nasprotujejo, da bi bila cesta po tako imenovanem Ladenskem grabnu v času gradnje pokritega vkopa dovozna cesta. Mi vsi, ki tle živimo, ki poznamo situacijo, vemo, da po tistih 2,5–3 metre še kamion normalno ne more iti, kaj šele, da bi gradili drugi tir. Torej, to je nekaj, kar občina, stanovalci in vsi stojimo, da to mora iti ven in mislim, da zdravo razumsko bodo to tudi črtali iz državnega prostorskega načrta. Občina Medvode prav tako ne namerava odstopiti od zahteve, da se v državni prostorski načrt vključi tudi prestavitev vodarne. Jaz lahko verjamem, da so danes, ko je enkrat gradnja končana, vodni viri zaščiteni še bolj. Me pa skrbi, glede na to, kako mi imamo kle plitov vir, ne? Mislim, da je ta vodnak vodo črpamo iz globine 6 metrov, 10 metrov, nekaj takega. Med gradnjo pa jaz ne upam zagotoviti, da ne bo prišlo do kakršnih koli vplivov. In zakaj bi tukaj imeli neka tveganja, če za to ni nobene potrebe? Ker hkrati, ko se ta vodarna prestavi, se prav lahko še malce zamakne os v prostor sedanje vodarne, s tem se pa odmaknemo od objektov na Ladji, ki jim gremo zdaj zelo blizu. Skupni jezik pa je občina naša tudi s sniškimi kmetovalci. Mi se vsi želimo, da se tam dejavnost nadaljuje in da ta nov tir, ki je čim manj preseka. Najdeli smo tudi možnost, ki jo bomo predlagali občina in oškodovanci državi, da se ta zemljišča nadomestijo. In če me vprašate, po vseh opravljenih razgovorih, po vseh prejetih pobudah, ki so prišle do nas in ki smo jih pregovorili z ljudmi, ne vidim razloga, zakaj jih država ne bi upoštevala, ker so vse pobude take, ki so na mestu in ki državi pravzaprav pomagajo, da bo lahko čim bolj nemoteno umestila pač ta tir, če si ga že zamislila skozi Medvode. Na sestankih se je torej občina s posameznimi občani, ki bi jih nadgradnja železniške proge najbolj prizadela, opredelila le do izbrane variante v državnem prostorskem načrtu in se do ostalih ni opredeljevala. Jaz ne pravim, da je ta trasa železnice najboljša. Daleč od tega. Razumem marsikakšno skepso tudi v civilnih iniciativah, ki so jo predstavljali. Ampak dejstvo pa je, da moramo najti neko pot konsenza, kjer bomo stvari razvijali naprej. Ker mislim pa, da se vsi strinjamo, da boljše povezave pa potrebujemo. Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti, ki tudi letos poteka od 16. do 22. septembra, se glasi udoben javni prostor za vse. Evropska pobuda bo znova spodbujala k spreminjanju potovalnih navad v bolj trajnostne, tokrat s poudarkom na urejanju javnih prostorov, da so ti bolj enakovredni za vse njihove uporabnike. V naši občini se je Evropski teden mobilnosti tudi letos razširil v okoljevarstveni mesec Zeleni september. Presegal pa je tudi samo temo Evropskega tedna mobilnosti, saj se ne ukvarja samo s trajnostno mobilnostjo, ampak je njegov poudarek na različnih vidikih trajnosti. V mesecu dni se bo tako odvilo več 10 trajnostno obarvanih dogodkov, kot so skrb za živali ter okolje, zdravje in rekreacija, trajnostna mobilnost, varnost v prometu,
varčevanje in ponovna uporaba stvari. Evropski teden mobilnosti letos poteka pod geslom Udoben javni prostor za vse. Predvidevam, da so si prevajalci, ki so prevedli nek evropski izraz, tudi malo po slovensko, zamislili, da bi se dali več pozornosti javnim prostorom, ker bi se lahko namesto za promet namenili več za kakšne prireditve, pa kakšne druge dejavnosti, ki so bolj prijazni človeku kot pa avtomobilom. Občina Medvode se je prvič uradno pridružila pobudi Evropske komisije, pobudi Evropski teden mobilnosti leta 2016 in od takrat dalje postala ena najbolj aktivnih občin. Celo tako aktivna, da je presegla tako časovne kot tematske okvire Evropskega tedna mobilnosti. V Zelenem septembru želijo z dogodki pokazati, kako zelo širok je pojem trajnosti in da ta ni vezan samo na mobilnost. Zakaj tako ime? Zdaj imamo res same krasne septembre, dejansko to podaljšano poletje in znamo videti, da je to zeleni mesec še vedno. Po drugi strani najbolj v bistvu mislimo pa na to, da gre za neke zelene trajnostne dejavnosti, ki so se povezale, ki so se razširile izven samo teh klasičnih prometnih, pa trajnostno-mobilnostnih dejavnosti, tudi na področje varnosti na cesti, potem področje zdravja, ekologije, potem ponovne uporabe reči, rekreacije in tako naprej. Ker v bistvu gre za to, da varno, zdravo živimo in s tem skrbimo za svoje okolje in tudi za druga bitja, ki z nami prebivajo. Je pa občina aktivna celo leto, saj se v njej izvaja še 17 celoletnih in trajnih dejavnosti, kot je sistem izposoje e-koles, lokalno je zdravo, voda iz pipe, prostofer in številni drugi. V okviru tedna mobilnosti in meseca trajnostnega razvoja se bo odvilo kar 45 dejavnosti. Z vsakim letom je namreč posameznikov in skupin, ki sodelujejo, več. Letos celo ni bil potreben poziv. Ena izmed večjih letošnjih novosti je, da so k programu pridružili tudi projekt ponovne uporabe. Pridružila se je trgovinica Preoblikovalnica, ki je na Seškovi cesti, in sicer smo si zamislili, da bi pomagala v bistvu lastnica te trgovinice, ki je Barbara Bališ-Markovič, da bi pomagala pri okrasitvi naše park sobe, ki je tudi zelo sovpada z letošnjim sloganom. Že prihodnji teden se bo postavila letošnja park soba, ki bo glaven projekt tedna mobilnosti in trajnostnega meseca in bo še enkrat večja, kot je bila lansko leto in bogata s pohištvom. Ker se je lastnica te trgovinice prav posebej angažirala in je hodila na ta naš center odpadkov in zbirala odsluženo pohištvo, tako da so občani vabljeni, da si pač ogledajo park sobo, posedijo v njej, si preberejo kakšno knjigo, uporabljajo pohištvo, ki je tam, seveda ga ne odpeljajo, ker je namenjeno splošni rabi. Se bo pa seveda po tej park sobi, po tem koncu projekta, to pohištvo vrnilo v ponovno uporabo, v center za zbiranje odpadkov, kjer se bo predelalo in uporabilo za druge namene. Zeleni mesec trajnosti pa je napovedala že gostujoča fotografska razstava Močvirje je vir moči, ki je na ogled vse do konca septembra v parku dr. Branislave Sušnik. Zunanji smo si ga sposodili od Društva za poglobljeno ekologijo Terra Anima. Oni imajo sedež v Domžalah. Je pa v bistvu razstava o močvirjih, o mokriščih. Močvirje je vir moči. V tem društvu se ukvarjajo z proučevanjem teh naravovarstvenih naravnih habitatov in ohranjanju njih, potem tudi skrbijo za, prenašajo dvoživke čez cesto in tako naprej. Drugo povabilo na trajnosti polno in pestro dogajanje pa je kinetična vetrnica, ki stoji pred Medvoškim lokom. Upodobili smo motive, medvoške motive v kombinaciji z predpisanimi
edgarčki, to so te črni človečki, ki se pojavljajo, ki so pač predpisani s strani Evropske komisije za tedne mobilnosti in se zelo lepo poklopijo z našim tem medvoškim okoljem. Dejavnosti Evropskega tedna mobilnosti v Medvodah so sofinancirane strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Sklad za podnebne spremembe in obogatene s prostovoljskim delom. V četrtek 22. avgusta je minilo 83 let, ko je nemški okupator v Smledniku v Baronovem Borštu v opomin in svarilo ustrelil 5 talcev. Tudi letos je prav na ta dan v organizaciji Zveze borcev za vrednote NOB Medvode ob spomeniku talcem potekala tradicionalna slovesnost s polaganjem venca, ki jo je vodila Anica Horvat iz Kuda Pirniče. Na slovesnost, na kateri je zapel tudi mešani pevski zbor Društva upokojencev Pirniče Srebrne zvezde, so bili prvič povabljeni tudi predstavniki družine Lazarini. Slednja je s tem dogodkom namreč močno povezana. Po ustanovitvi Kamniškega bataljona so namreč partizani na eni od načrtovanih akcij menda želeli izvesti atentat na višjega nemškega oficirja, vendar se je po spletu okoliščin prav takrat v avtu po tej cesti peljala tudi Gerta Lazarini, soproga barona Lazarinija, ki je, po besedah Kristine Lazarini, na tokratni slovesnosti spremljala hčero svoje služabnice v bolnišnico v Ljubljano, saj je ta zbolela za škrlatico. Zato, da bi bil prevoz hiter in čim manj oviran, so na avtomobil namestili nemške zastavice. Partizani so v zmoti avto prerešetali in baronico ubili. Ko pa so Nemci spoznali, da je bil napad v bistvu namenjen njim, so imeli namen vse moške stare od 16 do 65 let odpeljati in vas požgati, vendar so se po posredovanju barona Lazarinija, češ da domačini nimajo nič zraven, odločili, da v opominu strelijo 5 talcev. Pripeljali so jih z taborišča v Begunjah in jih 22. avgusta leta 1941 na tem mestu ubili. Fotografije pa so posredovali v javnost. Ena najbolj znanih fotografij, fotografija Franca Seška iz Bukovice, ki ni pustil, da bi mu čez oči nataknili prevezo, je nastala prav na mestu, kjer je danes spomenik talcem, ob hrastu, ki je, tako v svojem nagovoru predsednik Medvoške borčevske organizacije Emil Doles, ostaja živi opomnik. Življenje so takrat izgubili še Franc Poznik, Božidar Repič, Anton Jeglič in Ivan Pregelj iz Kamnika. Na letošnjo spominsko slovesnost pa so bili torej prvič povabljeni tudi predstavniki družine Lazarini. Na tej proslavi ste najbrž prvič podržalo, tako je. Ker vas do sedaj še nismo nekako uspeli privabiti ali pač ni bila priložnost? Nobeden me ni nikoli povabil. Ampak niste pa prvič na ta dan tukaj na temle mestu? Ne, na tem mestu sem velikokrat bila. Skoraj vsako leto, ko je bil tle samo še en velik gost, smo s tante Mici, ki je živela v Smledniku, že potem, ko ni bila v graščini, in smo požigali svečke ne samo za tante Gerto, tudi za ostale. Ker moja tante Mici je bila povezana s Smlednikom, z vsemi kmeti, vsi so hodili k njej, da jih je zdravila, da so se pogovarjali o zgodovini, o tem, o onem. Zelo so jo imeli radi in ona je spoštovala vsakega. In ne morem reči, da je kdo iz naše družine, glede na to, kar se je med vojno dogajalo, kadarkoli rekel, to ni bilo prav, ni. Tudi, naprimer, danes, ko sem poslušala partizanske pesmi, sem se spomnila, ko sem bila majhna, ko smo jih peli, kako je bilo, pa sem bila učiteljica, pa smo v šoli peli. Nikoli veseli smo bili, ko je Tito prišel. To so bili drugi časi. In take čase si ti mogel imeti. Ne? In ne moreš nobenemu reči, joj, grozni časi so bili. Ne, lepi časi. So bili skromni časi. Moja mama je bila samohranilka, pol veste, da je bilo skromno vse, ampak vse je bilo lepo. Njenega očeta Franca Lazarinija je leta 1943 po spletu naključij umorila varnostno obveščevalna služba Osvobodilne fronte, kljub temu, da je bil ta na strani partizanov. Jaz vem, da je bil moj stric Hanči župan, nemški župan. Zaradi tega je mogel oditi iz graščine, ne? Ampak je po dokumentih, ki jih imamo,
Iz Smlednika se ogromno ljudi podpisalo na listino, da ga prosijo, da se vrne, ker on je pomagal Smledniku pri kmetijstvu, pri gozdarstvu, pri vsemu življenju, tako da ga ne želijo. Ampak pač je bilo že prepozno, graščina je bila že takrat prazna. Zato se ni mogel Zaslužen pa je vendarle tudi, da je Smlednik ostal cel, mandat ne bi ga požgali. Vse, ja. Kakšna bi bila usoda, če ne bi posegal vmes? Zelo slaba. Težko bi bilo, ne? Pravzaprav vsa naša zgodovina, kot je, pač mi smo prišli sem, oziroma predniki naši, leta 1792 so kupili to graščino, ne? In od takrat smo bili Smlejci. Smo delovali oziroma sodelovali z domačini. V začetku leta 1946 so večino članov rodbine Lazarini deportirali v Avstrijo, dvorec v Smledniku pa nacionalizirali. V Jugoslaviji je smela ostati le njena mama Ivanka in brat Franc. Leta 1990 jim je uspelo odločbo o zaplembi dvorca razveljaviti. Prva leta po vojni, ko smo šli na pokopališče za vse svete, je bila moja mama preplašena, kaj se nam bo zgodilo. Res nas niso lepo gledali ljudje. Ampak potem pa smo spet pridobili mnenje drugačno, se pozdravljamo, hodijo skupaj v našo kapelo, ko imamo mašo za svete in tako naprej. In so nas vzeli nazaj za svoje. Okoliščine medvojnega dogajanja na tem območju je ob tokratni slovesnosti orisal tudi Rudi Vavpotič iz Združenja borcev za vrednote NOB Črnuče, zbrane pa je nagovorila tudi predsednica mestnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Ljubljana Julijana Žibert, letošnja častna občanka mesta Ljubljane. Prav vsaka vojna je grda in prinaša žrtve, pravi. To so delali vsi, tako Nemci kot Italijani. Italijanski okupatorji isto. Streljali so talce brez obsodbe, recimo tako je bilo tudi tukaj. V Ljubljani je bilo nešteto talcev brez obsodbe ustreljeni. Poglejmo gramozno jamo, jih je bilo 287. 27 talcev sred Ljubljane in tako naprej. To je bilo vse brez obsodbe in brez vsega. Delo za mir je označila kot ključno nalogo borčevske organizacije o prihajajočem jubileju 80-letnici zmage nad fašizmom in nacizmom. Moj apel je predvsem v tem smislu, da zločine ne smemo nikoli pozabiti. Vedno se moramo tega spominjati, oziroma ne smemo teh ljudi pozabiti, ki so dali življenja, zato da mi danes živimo v svobodni državi, ampak delati pa moramo za mir. Vsaka vojna je grda in vsaka vojna dela zločine na vseh stranih. Zato mislim, da je osnovno sporočilo naše zvezoborcev, da moramo vsi delati za mir, predvsem za mir. Mir je pomembna vrednota in to je naša vrednota. Prav tako v četrtek 22. avgusta smo se ponovno odzvali še enemu povabilu Štefana Čebaška na etno-družabni dogodek Pobiranje krompirja. Tega je v ekološkem kmetovanju, kot se ga gredo na kmetiji pri Črnet, bistveno manj kot v intenzivnem, so pa z letošnjo sezono kar zadovoljni. Takole izgleda družabni dogodek pobiranja krompirja. Tukaj združujemo prijetno s koristnim. Na ekološki kmetiji se krompir pobira ročno že od nekdaj. Tudi takrat, ko nismo bili ekološki, smo bili v bistvu ekološki, ko še nismo imeli tega izraza. Pa enostavno nadaljujemo tradicijo. Malo se sicer menja sam postopek, včasih smo ga nabirali v gajbe, in potem gajbe na dero, se pravi na voz in potem domov znositi v klet, zdaj pa je to enostavno traktor. Malo mehanizacija pomaga, tradicija, sam način, sam namen pa ostaja isti. Med udeleženci etno-družabnega dogodka pa tudi soseda Čebaškovih, Zlata Trampuš. V bistvu vsako leto pridem sem, predvsem zaradi druženja. Sicer me hrbtenica malo zafrkava, ampak se pa po vseh 4 plazom. Glavno, da se družimo, pa da je lušten, pa da spoznavamo te naše star način pridelovanja, pa da vemo, da krompir ne rase v trgovini. Povejte, kako velik ljubitelj krompirja ste? Jaz imam najraje izmed vseh stvari krompir, v vseh oblikah. Najljubša? Najljubša. Pire krompir, pa tenstan seveda.
Pražen krompir naš, domač, tak slovenski. Če imate eno tako primerjavo za leta nazaj, kakšna je letos letina po vaši oceni? Meni se zdi, da je letos veliko boljš, kot je bilo lansko leto. Fajn je, potegneš, pa se kar usuje, taki ogromni. Letina je letos dejansko boljša kot leta poprej, da bi bil krompir pa, tako Čebašek, bržkone rezultat tudi zamenjave semena. Sorta je rdeča fantazija, se ji reče red fantasy po angleško. Je pa v bistvu prav vzgojena za ekološko kmetovanje, ker pomeni, da ne rabi preventivnih ukrepov škropljenja in da zdrži proti plesnim in tudi brez tega, kar pomeni, da lahko rečemo, da je pridelan krompir sonaravno, ekološko, se pravi brez uporabe kemije. Za tiste, ki dajo nekaj na svoje zdravje, na svojo prehrano, je ta krompir popolnoma drugačen od industrijskega. Na zunaj izgleda mogoče podobno, vendar je zadeva čisto drugačna. Tako da tisti, ki da nekaj na svoje zdravje, sega po ekološkem krompiru oziroma po ekološki hrani nasploh. Posebno bogate krompirjeve tradicije na kmetiji pa Črnec sicer nimajo. V bistvu je pri nas krompir prisoten zaradi tega, ker menim, da mora biti na vsaki kmetiji krompir. Mora biti živina, mora biti krompir, žito, se pravi kokoši, tudi dokaj cajt jih ni ptičja gripa odnesla. Tako da v bistvu je krompir naš, rekel, vsakoletni vsakdan. Je pa res, da je v ekološkem kmetovanju pridelkov bistveno manj kot v intenzivnem. Tale krompir bo šel kam? Ta krompir bo šel rednim strankam, nekaj ga bomo poskušali tudi v javne zavode plasirati. Kot pa vidite, ni neka strašna površina, tako da nam za prodajo ni potrebno kaj dosti skrbeti, ker je kvaliteten krompir, tako kot sem povedal, ekološki in hitro najde kupca. Krompir je iz Južne Amerike v Evropo prinesel Krištof Kolumb, na Slovensko pa je prišel v času Habsburške monarhije, ko je vladala cesarica Marija Terezija. Ta je želela izboljšati prehrano prebivalstva in je z okrožnico zapovedala sajenje krompirja. Danes poznamo preko 3000 sort krompirja za različne namene. Ekološka sorta krompirja Rdeča fantazija je dobro odporna, pa vsestranska v kuhinji. Katera je najljubša krompirjeva jed? Ja, mislim, osnova je pražen krompir, po domače tensten krompir, to pač pristoji, sovpada z mojim letnikom, takšno vrsto krompirja smo jedli od nekdaj. Bil je tudi pire, pa moram reči, da mi nekako ni potegnil pomfri, preveč olja in preveč industrijska zadeva, tako da ostajam pri praženem krompirju, seveda mora biti zraven dodana vrednost, kakšna dobra domača pečenka, pa normalno solata, ker sam zagovarjam uravnoteženo prehrano, zmerno uravnoteženo in pa predvsem ekološko doma pridelano. To je v bistvu osnova, ključ do uspeha, do našega zdravja. Po opravljenem delu so se nekdaj usedli na koncu njive na ozare, tokrat pa so se v senco pod toplar in pomalicali. No, dober kos njive pa so tokrat pustili, saj so na ročno pobiranje krompirja včeraj prišli tudi učenci osnovne šole Medvode. Tako kot vsako leto so tudi letos v naši občini potekali 4 oratoriji v Sori, Pirničah, Preski in Smledniku. Letošnja tema je bil prerok Daniel, ki je s svojo modrostjo, zvestobo in zaupanjem Bogu nagovoril 85 otrok oratorija v Smledniku, ki ga je obiskala naša televizija. Otroci so ga lahko spoznali preko zgodbe, katehes, delavnic in iger. Oratorij je vzgojno-počitniški program za otroke, ki ga pripravljajo mladi prostovoljci, animatorji. V obliki, v kakršni ga poznamo danes, v Sloveniji poteka od leta 1988. Do danes se je razširil že v več kot 300 krajev po vsej Sloveniji. Oratorijski program v harmonično celoto združuje zabavo, sproščujoče ustvarjalne in poučne dejavnosti, druženje in duhovnost. Navdihuje se v ideji preventivnega vzgojnega sistema, katerega začetnik je italijanski duhovnik sveti Janez Bosco. Oratorij je v bistvu tedensko druženje otrok, v katerih jih pač tudi upeljemo skozi katehezo v neke te zgodbe, svetopisemske, vsako leto je neka druga. Pa imajo pa seveda tudi delavnice, pa velike igre, tako da je v bistvu šport in umetnost in vse skupaj povezano. V Smledniku je potekal od 19. do 25. avgusta, program pa se je začel zjutraj in trajal vse do poznega popoldneva.
Oratorijski dan v bistvu začnemo tukaj na travniku ob 9, potem malo odpojemo himno, molitve ima naš župnik, pol pa gremo dol do Kuda, kjer si ogledajo igrico, potem imajo katehezne skupine, v bistvu v skupinah malo predelajo, kaj so videli v igricah, malo se igrajo, družijo, to so v bistvu otroci podobne starosti so skupaj. Pol imamo delavnice, to so zdaj lih šli, imamo različne recimo gasilska delavnica, preživetje v naravi, kemijska delavnica za pesnice, take zelo različne stvari. Pol gremo v cerkev, malo odpojemo, pol imajo kosilo, imajo prosti čas, pa imajo pa še velike igre, so pa v bistvu športne igre na travniku, včeraj smo imeli pa vodne igre, pa v bistvu z vodo malo se špricajo, gasilci pridajo. Pa odpojemo himno, pa grejo domov. Oratorije povezuje glavni junak, ki je letos Prerok Daniel. Animatorji poskrbijo, da je v obliki zgodbe predstavljen otrokom. Program oratorija pa na privlačen način navdušuje za vrednote, za veselo krščansko življenje, za ustvarjalnost in pošteno participacijo v družbi. Glavne sestavine oratorija pa so molitev, petje, dramska zgodba, ustvarjalne delavnice, igre in kateheza, kjer otroci poglobijo vrednote in vsebinsko sporočilo zgodbe. Torej, na katehezah se otroci pogovarjajo o igrici, ki so jo ogledali, skozi igrico pridobivajo neke vrednote, vsaka igrica, vsak dan v bistvu imamo tudi nek simbol, ki neko vrednoto prikazuje in potem animatorji probajo iz otrok izvleči v bistvu, če so se kaj izučili, naučili, kako jim je to pomagalo. Letos se je oratorijo udeležilo 85 otrok, spremljalo pa jih je 25 animatorjev. Ja, kar vsako leto je približno neko tako število. Pa se pa udeležujejo približno isti otroci, kot so bili že lani? Ja, večinoma so kar isti otroci, potem pa je ful fino, kako vidiš, kako v bistvu te otroci pridejo v animatorje, ki jih skozi spremljaš čez vseh 9 let osnovne šole in potem na koncu postanejo animatorji in je zelo fino videti, kako odraščajo. Prerok Daniel je odlikoval svojo modrostjo, zvestobo in zaupanjem Bogu tudi v najtežjih preizkušnjah. Kaj pa so od njegove zgodbe odnesli Maj, Filip in Jure? V bistvu je nek Daniel, ki je prišel iz Jeruzalema v Babilon kot nek suženj, pa je prišel, bil kraljev pomočnik, v bistvu mu je pomagal delovati, pa sprejemati odločitve in potem se pač to dogaja vse pod kakšne zgodbe, ko ta Daniel mol in potem mu Bog pove rešitev in pa mu pomaga. V kakšnih trenutkih, na primer, mu je Bog povedal rešitev? Recimo takih, ko je rabil kralj nekaj izvedeti, recimo ena je bila, ko je sanju, pa se kralj pol ni spomnil tega njegovih sanj, pa mu je Daniel pomagal, pa je Bog Danielu pomagal, da je prišel do rešitve. Tudi zdaj pa kot neko pismo, neko sporočilo. Torej se vam zdi, da pol od te zgodbe čez dan tako odnesete, vas to spremlja? Ja. Kaj vam je pa najboljši del oratorija? Kakšne igre na koncu, ali pa recimo včeraj smo imeli vodne igre, ki so tudi gasilci nas prišli pogledati, pa malo pošpricali, pa imeli smo tudi malo smo se obmetavali z balončki pa take. Otroci so tekom tedna najbolj uživali na svežem zraku in na velikih igrah, kjer so se pomerili v športnih aktivnostih. Nepogrešljive pa so bile tudi delavnice, vse od športnih, preživetja v naravi, pa tudi ustvarjanja z glino, kuharske in malo bolj poučne, gasilske in kemične delavnice. Torej, mi imamo fitness delavnico, pridemo sem, se malo igramo, malo vzamemo kakšno žogo, odbojko ali pa kaj. Malo pokaževa gibe za šport, prej smo imeli tekmovanje v vesi, je tale mladenič zmagal, bo dobil čokolado enkrat. Katerih delavnic pa so se udeležili malo mlajši? Danes sem na glini in danes bom ustvarila šalčka. Na kuharskem in danes delamo mafine. Pa doma tudi kaj ustvarjate, kaj kuhate, pomagate mamicam? Ja. Kaj ste danes tukaj naredili, kaj ste ustvarili? Vulkan, noter smo dali posodo karbona. V kis ste dali sodo bikarbona? Malo mila. In kaj se je pa zgodilo? Da je vulkan postal, pa da je izbruhnil. No, nekaj počitniškega razpoloženja pa smo prihranili še za prihodnjo oddajo.
Za zadnjim tednom počitnice je poleg vseh počitniških dejavnosti v naši občini uspešno zaključilo tudi poletno počitniško varstvo, ki ga že vrsto let organizira Mladinski center Klub Jedro. Zadnji dan avgusta, v soboto, pa je Nordijsko športno društvo Medvode skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije organiziralo državno prvenstvo v tekaških rolkah. Tekmovalci, med katerimi je bilo kar nekaj Medvoščanov, so tekmovali v centru Medvod. Smučarska zveza Slovenije je skupaj z Nordijskim društvom Medvode organizirala državno prvenstvo v tekaških rolkah. Gre za poletno tekmovanje smučarjev tekačev, ki so se ga udeležili najboljši iz vse Slovenije, med njimi pa so v igrah za medalje tekmovali tudi Medvoščani. Danes je del državnega prvenstva, jutri se to nadaljuje z tekom na Sorco, se pravi, to bo gorska preizkušnja. Smo veseli, da smo to lahko tudi organizirali Medvode. Seveda smo mogli zato tudi zapreti del cestišča. Je pa tudi na temu udeležba vseh najboljših tekmovalcev iz Slovenije, se pravi, tudi vsi reprezentanci so tukaj prisotni, tako da lahko vidite tudi naše najboljše tekače. Moram pa tudi povedati, se pohvaliti, da so tudi naši tekmovalci, medvoški, tudi v igrah za medalje. Seveda pa smo veseli, da ima tudi veliko število mladih tekmovalcev na teh dečkih kategorijah, mlajših pa starejših dečkov in deklic. Tekmovali pa niso v posamičnih kategorijah po starosti, ampak absolutno, kar pomeni, da niso bili razdeljeni po starosti. Tako je Medvoščan Jaka Berdajs, ki je državni podprvak, v svoji kategoriji U16 tekmoval s precej starejšimi od sebe. Ja, danes je bilo kar vroče, zato je bilo kar težko, pa malo drugače sem tekmoval proti starejšim, kot ponavad. Drugače pa je tudi dobra izkušnja, da se na takih ravninskih trasah včasih starejšimi probamo pomeriti. Pa ti je bolj, da se tako starejšimi ti predstavlja to večji izziv, so kakšni drugači, te je bolj strah tako? Ja, malo več treme imaš, je pa fino, ker je več konkurence, pa lahko tudi z drugimi tekmuješ, starejšimi, ki bomo pač kasneje tekmovali z njimi, kakor kdaj, ne. Pomembno je, da imajo tekmovalci razvite hitre mišice, so eksplozivni in vzdržljivi. Vsi te tekmovalci smo smučari tekači v prvi vrsti, to jim je pač v poletnih mesecih so rolke del njihovih priprav, seveda se ukvarjajo tudi z drugi športi, ampak rolke so najboljši približek smučarskemu teku. To, kar je pa danes, je pa šprinterska preizkušnja, ki je pa v bistvu bolj tukaj se pride do izraza eksplozivnost, seveda je pa tudi vzdržljivost, ker tekmovalci štartajo najprej v kvalifikacijah, se pravi, morajo preteči 1200 metrov, se uvrstiti med prvih 20, potem ima pa še izločilne teke, najprej četrtfinale, polfinale in finale, tako da tudi najboljši tekač preteče kar precej, ni samo, to ni klasičen šprint, ki ga imamo atletki na 100 metrov, ampak je tudi distanca na koncu kar velika. Tekmovalci so obvezno uporabljali rolke Smučarske zveze Slovenije, da so imeli vsi enake pogoje. Kaj sodi v njihovo opremo, smo vprašali Jureta Petka, trenerja NŠD Medvode. Tekač rabi imeti, zdaj trenutno smo na tekaških rolkah, tako da tekaške rolke, to so pač ena taka dila, pa dva koleščka, podoben karoljanje, samo da so pač daljše stvari, potem tekaške palce, tekaški čevlji, zdaj poleti pač moramo imeti še čelado, po zimi se pa to vse spremeni, pa imamo pač namest rolk smučke, drugače pa vse isto. V Nordijskem športnem društvu Medvode pa so veseli, da so po skoraj 10 letih organizirali poletno državno tekmovanje. Smo pa ful veseli, da je organizacija spet tukaj pri nas, sploh državno prvenstvo. Imamo pa tudi po zimi tekme na našem tekaškem stadionu, oziroma če ne gre, jih v Planici izvedemo, tiste pa izvajamo v bistvu na vsaki 2 leti. Nejc Brudar, smučarski tekač in pomočnik glavnega trenerja slovenske tekaške reprezentance, pa pravi, da Medvoščani veliko obetajo. Če pogledamo kot klub, jaz mislim, da zelo dobro delajo, imajo veliko podmladka. Sicer res je, da v članski ekipi trenutno ni nobenega, ampak v prihodnjih letih, če bojo nadaljevali s tem tempom, verjamem, da bomo še marsikaj slišali o medvoških tekačih. Zala Zupan že 12 let trenira v NŠD Medvode, po zimi pa se je udeležila mladinskih olimpijskih iger v Južni Koreji. Zelo je bilo fajn, zelo sem zrihtan, pa tako kot
tak vibe je bil prav za kot olimpijske igre, vse bo tako čisto isto in je bilo res lepo. V čem pa se razlikuje tekmovanje po zimi na snegu in poleti na betonu? V bistvu se malo še forma razlikuje, tako nisi še čist unih intervalov, pa to nisi še čist na vrhuncu, pa tako pač smučke so daljše, pa malo je razlike tako v odrivu, pa to, kar so vse na koleščkih. Tekmo je izvedlo Nordijsko športno društvo Medvode skupaj z organizatorjem Smučarsko zvezo Slovenije. Pri izvedbi pa jim je pomagala tudi občina Medvode in drugi. Občina Medvode nam je tukaj kar precej pomagala, da smo lahko sploh zaprli to cesto, dala nam je dovoljenje, urejanje proge, se pravi tudi ta prometna signalizacija, ki je potrebna, da se uredi skladu s pravili. Potem Zavod za šport nam pomaga tudi z opremo, ki jo uporabljamo se pravi pri zapori ceste. Potem pa tudi vsa podjetja medvoška, ki so tudi naši sponzorji, ki jih imamo tudi tukaj objavljene, da lahko sploh tak projekt izvedemo, seveda pa da naši tekmovalci lahko sploh trenirajo. Zmagovalca tokratne absolutne tekme sta bila Vili Čaru in Anja Mandelc, ki nam je zaupala svoj recept za zmago. Jaz mislim, da moraš biti sam sproščen, pa potrpežljiv, predvsem, ker je res dolga tekma. Zaupati si moraš in imeti nek svoj plan v glavi in samo temu slediti. In nič se stresirati, nič paničariti, samo iti. V nedeljo pa so državno prvenstvo nadaljevali na Suriški planini, kjer so si mesto državnega prvaka prislužili Jaka Marinko, Zala Zupan, Jaka Berdajs in Hanna Kuralt. 1. septembrska sreda je ponovno v našo občino pripeljala jesenske serenade, ki v naših krajih gostujejo že 37-tič, sicer pa imajo svoje korenine v daljnem letu 1976, ko so jih priredili prvič. Gre za sklop 4 večerov glasbe, prepletene s poezijo ali prozo, na katerih večinoma nastopajo mladi perspektivni glasbeni talenti. Včeraj smo v Medvodah prisluhnili prejemnici Prešernove nagrade Akademije za glasbo za izjemne dosežke na koncertnih odrih, harmonikarki Teji Udovič Kovačič, ki se je obiskovalcem Medvoške knjižnice v harmoniji z igralcem Dejanom Pevčevičem predstavila s koncertom Skrite misli. Več o tem pa v prihodnji oddaji. Vas pa že sedaj vabimo na naslednji koncert prihodnjo sredo v Kulturnem domu Medvode v izvedbi trobilnega kvinteta Five Brass v sodelovanju z igralcem Tadejem Piškom. Vsi koncerti so ob 20. uri. Medvoški policisti so v Valburgi obravnavali manjšo prometno nesrečo, v kateri se ni nihče poškodoval, in ker sta oba udeleženca in vozili izpolnjevali pogoje za vožnjo v prometu, odstopili od ogleda. Občanka je zoper odgovorne osebe v domu starejših Medvode podala kazensko ovadbo. Policisti sedaj zbirajo obvestila o morebitnem kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in bodo po zaključeni preiskavi o ugotovitvah obvestili tožilstvo v Ljubljani. Uslužbenec Elektre je policistom naznanil poškodovanje daljnovoda v Vikrčah. Tudi ta dogodek policisti še preiskujejo. Občan iz Medvod pa je po opravljeni transakciji na bančnem avtomatu v Medvodah pozabil denar. Tisti, ki ga je našel, ga ni prinesel na banko ali policijo, ampak si ga je protipravno prisvojil in bo odgovarjal za kaznivo dejanje zatajitve. Ko ga bodo policisti odkrili, seveda. V plezalni steni Turenc pod Grmado je v globel padla plezalka in se pri tem poškodovala. Reševalno vozilo je odpeljalo v bolnišnično oskrbo. Pri transportu živali v Valburgi pa je prišlo do delovne nesreče. Poškodovano osebo so prav tako odpeljali v bolnišnico. Saj veste, šolarji so spet ob cestah. Na cesti, povsod, predvsem v okolici šol. Zato velja v septembru še dodatna previdnost vseh udeležencev v prometu. Obeta se nam pester konec tedna, že jutri v jedru z zaključnim koncertom Poletja med vodami in zasedbo Alo Stari, v soboto vabljeni na dirko z garami za veliko nagrado Senice, ali pa se prav tako v soboto pridružite medvoškim tabornikom v njihovi taborniški hiški v Preski na praznovanju 40-letnice delovanja. Za piko na i pa nas v nedeljo na veselico vabijo še pirniški gasilci. Pester vikend je torej pred nami, pa naj še kdo reče, da se v Medvodah nič ne dogaja. Nasvidenje!